Torej, rekli smo, kaj so naše naloge našega podjetja in da nas preseneča dejstvo, da se je letos po dolgih letih stalnega povečevanja budžet pri velikih podjetjih dejansko zmanjšal. Kaj to pomeni? Pomeni, da so ta preusmerila svoje budžete v bolj merljive kanale, kot je digitalni oziroma inbound marketing. In ker običajno v Sloveniji zaostajamo nekaj let za svetovnimi trendi, je dobro že danes vedeti, kam gremo, da se bomo lahko soočili s temi novimi izzivi. V webinarju boste torej izvedeli, kakšne so smernice za naprej, kako zastaviti ta oglaševalski kolač in kako prilagoditi marketinško strategijo in kako lahko merite, ovrednotite rezultate pa argumentirate vaš budžet. Danes se nas verjetno večina zaveda, da kupci vedno več časa posvetijo temu, da raziskujejo, primerjajo različne produkte oziroma storitve na spletu in kar 80% jih sprejme nakupno odločitev, še preden sploh stopijo v prvi stik s prodajalcem. Kaj to pomeni? Pomeni, da se moramo tudi mi prilagoditi in zato se v marketingu povečujejo budžeti za digitalni del, ker želimo slediti tem spremenjenim nakupnim navadam potrošnika. Kar pa je prav tako zanimivo, pa je dejstvo, da je več podjetij dejansko znižalo stroške prodaje, ker so se njihove aktivnosti v digitalnem marketingu tako razvile, da so spremenile tudi nakupno pot njihovega končnega kupca. Za začetek vam kažem tukaj eno zanimivo raziskavo za leto 2014. Oglaševanje je v ZDA lani naraslo za 0,7%, kar je 130,5 milijarde evrov. 10 največjih oglaševalcev v ZDA pa je ob tem zmanjšalo svoje oglaševalske budžete. Tukaj lahko vidite. Stroškovna učinkovitost digitalnega oglaševanja dejansko številnim oglaševalcem omogoča, da kupijo več za manj. In kaj nam to pove na primer v primeru podjetja Procter & Gamble? Procter & Gamble verjetno vsi poznamo, če pa ne po imenu, smo pa zagotovo videli na televiziji že te oglase za Ariel, Pampers plenice, Max Factor, Hugo Boss, in še bi lahko naštevala blagovne znamke, ki so pod njihovim okriljem in so se do sedaj agresivno oglaševale. Torej, P&G velja za enega od največjih oglaševalcev. Njegov proračun za oglaševanje pa je padel 14,4%. P&G je zmanjšal porabo zlasti v tiskanih medijih in pa v internetnem displej oglaševanju. Zakaj? Ker želi izboljšati učinkovitost marketinga, tako da bo investiral več v digitalni marketing, kjer so rezultati bolj merljivi. Torej, veliki oglaševalci imajo fokus na digitalno oglaševanje. Stroškovna učinkovitost jim omogoča, da dobijo več za manj. Kako pa je pri nas zgodba? Naš oglaševalski kolač je bil za leto 2014 težek dobrih 786 milijonov evrov. Po podatkih Mediane imajo televizijske hiše 73,7% delež. Sledi tisk z dobrimi 14%, zunanje oglaševanje na plakatih 4,5%, internet pa z dobrimi 33,8 milijona evrov. Mimogrede, tako velik delež televizije je sicer značilen za slabo razvita tržišča in je za Slovenijo
precej nenavadno, da imamo delež več kot 70% v televiziji. Plani za leto 2015 pa pravijo tako, da se bo rast oglaševalskega kolača za internet iz 4% dvignila na 5,5%. Ker pa mi običajno nekaj let ostajamo za svetovnimi trendi in trendi, ki jih narekujejo podjetja kot je P&G, pa je vseeno dobro poznati smernice, da se lahko nanje ustrezno pripravimo. Torej, v Frodexu delamo samo tisto, kar lahko merimo. Merljivost marketinških aktivnosti. Pa dajmo najprej pogledati marketinške aktivnosti, kako jih lahko razlikujemo glede na sporočilo. V tipični marketing kampanji je sporočilo kupite od mene takoj. V inbound kampanji pa gremo do možnih kupcev, še preden so ti pripravljeni za nakup in jim pravimo takole. Dovolite nam, da rešujemo vaše probleme, da vam posredujemo koristne informacije. In ko bo prišel čas, ko se boste odločali za nakup, boste morda, vsekakor je bolj verjetno, kupili od nas. In vidik merljivosti, na podlagi katerega lahko vrednotimo inbound marketing, pa je naslednji. Lahko ga vrednotimo z vidika znižanja stroške pridobitve kupca oziroma leada. To je dobro pogledati v nekem časovnem obdobju za 6 do 12 mesecev. Lahko ga vrednotimo kot inbound strošek, ki je del prodajnega stroška. To pomeni, je namenjen pridobivanju kupcev, torej prodajnim aktivnostim. To je sicer odvisno od dolžine prodajnega cikla, ki velja za vaš produkt oziroma storitev. In še nekaj je zelo pomembno, kadar govorimo o inbound pristopu in pa stroški prodaje. Z inbound pristopom lahko znižamo strošek pridobitve kupca samo tako, če povečamo prodajo z isto prodajno ekipo. Če prodaje nismo povečali, potem smo odpuščali, če hočemo ostati na istem nivoju. In vrednost kupca lahko vrednotimo tudi skozi celotno njegovo življenjsko dobo. Šteje število vseh možnih transakcij, ki jih lahko naredi v času pri nas. Pozor! Inbound marketing zagovarjate na način, ne da boste znižali stroške marketinga, ampak da boste v določenem času znižali stroške pridobivanja novih leadov oziroma da boste pridobivali več leadov za isto vrednost. Prav je tudi, da razumemo, da te klasične marketinške kampanje z vidika logike kupi zdaj zasledujejo kratkoročne poslovne cilje. Medtem ko je potrebno rezultate inbound marketinga meriti dolgoročno, vsaj v obdobju enega leta. Poleg tega ti rezultati ne bodo plod ene kampanje, ampak kontinuiranih aktivnosti, ki jih izvajamo. Torej, znižajmo strošek pridobitve kupca ali povečajmo število možnih kupcev. V naši panogi velja podatek, da je z oblikami tradicionalnega outbound oglaševanja povprečen strošek pridobitve leada kar 60% višji kot z inbound pristopom. Kar pomeni, da tudi v času krize le-ta nam Frodexu v bistvu pomaga, da se budžet podjetij usmerja v cenejše digitalne kanale, ki imajo boljše prodajne rezultate, se gradimo na odnosu s strankami in jih nagovarjamo prek cenejših oblik oglaševanja. Jerneja, a bi midve tukaj dali anketo? Me zanima, če slučajno veste, če bi lahko mi povedali vaše mnenje oziroma kakšno je vaše stanje v podjetjih, koliko prihodkov predstavlja vaš letni marketinški budžet. Tukaj imate ene razrede, če veste, dajte klikniti eno izmed možnosti.
precej zadržani v našem občinstvu, ker naslednje vprašanje pa je, koliko od tega porabite pa za digitalni marketing? No. Lahko mi pa napišete tudi pod komentarje v webinarju, če slučajno niste mogli odgovoriti, pa če imate kakšno številko v glavi, koliko bi to lahko približno bilo. Večina tako ali tako težko reče z glave, če niso čisto prva oseba, ki budžetira te stvari, pa imajo uvid v celotno bilanco podjetja. Tukaj imate en primer takšnega poročila, ki izhaja iz logike inbound marketinga in vam lahko pomaga, da zagovarjate svoj budžet tudi pri vaših nadrejenih in kako lahko spremljate prodajne rezultate. Mi spremljamo rezultate v nekem ciklu, na primer v tem primeru imate obdobje 6 mesecev. Na vrhu tabele boste videli, so možni kupci oziroma leadi, potem sledijo MQL-i, Marketing Qualified Leads oziroma kvalificirane potencialne stranke za marketing. To so tiste stranke, ki so že izkazale neko zanimanje, berejo naše bloge, prenašajo vodiče, so bile na naši spletni strani. Potem si sledijo SQL-i, kvalificirane potencialne stranke za prodajo. Tukaj je njihova zavzetost do naših storitev, produktov še večja kot v prvem primeru. Potem sledijo leadi, ki so poslovne priložnosti oziroma opportunity. To je na primer nekdo, ki je bil na prodajnem dogodku, ki je zainteresiran za stik 1 na 1 in ga zanima, kaj lahko naredimo zanj. Potem si sledijo kupci in pa nove stranke. Vse te postavke spremljamo v nekem časovnem obdobju in lahko ugotavljamo, ali naš inbound pristop deluje ali ne deluje, kakšni so rezultati. Vsekakor je pa treba reči, da se to dogaja z zamikom. Vsaj pol leta, leto, tudi dlje. Tukaj v tem slajdu vam želim povedati, kje so se dejansko v zadnjem času najbolj povečale investicije z vidika marketinga. Content marketing je na prvem mestu. SEO sledi, mobilnost, e-mail, družabna omrežja. In kje so se najbolj zmanjšale? V tiskanem oglaševanju, v direktnem mailingu, telemarketingu, online prikaznih oglasih in PPC, pay-per-click. Torej, premik od tradicionalnih oblik k digitalnim oblikam oglaševanja je dejstvo. In najmočnejše so pa dejansko investicije v vsebine. Zdaj, preden se mi poslovimo od tradicionalnih oblik oglaševanja, je dobro, da se vprašamo, zakaj so se te spremembe sploh pojavile. Gre namreč za to, da bo potrebno prilagoditi marketinško strategijo in tradicionalne oblike oglaševanja oziroma tako imenovanega outbound pristopa uporabiti na inbound način. Kar pomeni, da zato, da boste lahko distribuirali kakovostne vsebine, si morate vi zgraditi občinstvo, če tega nimate, morda ga namreč že imate. In to bo dejansko dolgoročna vrednost vašega podjetja. Mi rečemo temu, da je potrebno ustvariti demand generation. Trend je torej vlaganje v vsebino in vzdrževanje odnosov s kupci. Oglaševanja v tem klasičnem smislu pa je vedno manj. Kaj je torej problem marketinga? Dajmo si pogledati, če praktično na enem primeru. Če kupec razmišlja, bo kupil nov avto in se odloča med Renaultom, Citroenom in Peugeotom, na primer, da se je odločil za model enoprostorca, kako se odloča za nakup? Brska po spletu in išče informacije. Primerja podatke, izkušnje uporabnikov, funkcionalnosti, ali je avto primerno za 4-člansko družino.
kakšna je poraba. Vse to dela, preden kogarkoli vpraša in preden sprejme nakupno odločitev. Pa recimo, da je na koncu izbral Peugeota. Če ste vi predstavnik podjetja Renault, vaš glavni problem in izziv niso stranke, ki vozijo Renault-je, ampak so tiste stranke, ki so tehtale med vami, Peugeotem in Citroenom. In tukaj je marketing zatajil, če niso izbrali vas. Sedaj smo na kratko pogledali, kaj so trendi v marketingu, kje v tem kontekstu se umešča inbound. Zdaj pa se še vprašamo, kako dejansko določiti budžet za inbound marketing. Najprej se je treba vprašati, kaj želite doseči in koliko vas bo to stalo. Na podlagi tega se potem odločate o izvedbi. Dobro je preveriti tudi primerljiva podjetja, koliko pa oni porabijo za marketing. Budžet za marketing se lahko odmeri kot nek procent letnih prihodkov, ki jih ima podjetje. Naprimer, da je budžet 10% in da gre od tega za inbound marketing 2,5–3%. Tukaj spodaj vam za orientacijo sem priložila še eno tabelo, kako v povprečju izgleda strošek marketing budžeta v primerjavi z letnim budžetom. Je pa to primer za Ameriko, kjer je malenkost bolj razvit trg. Pa si dajmo v naslednjih nekaj minutah pogledati še malo bolj ta marketinški del, ki zadeva ustvarjanje vsebin in za katerega se napoveduje največja rast v obdobju naslednjih 5 let. V tem grafu vam prikazujem nekaj idej, katere vsebine so lahko zanimive, uporabne. Zraven pa so pripisani deleži, ki so jim sodelujoči strokovnjaki v tej mednarodni raziskavi, po kateri povzemam ta graf, digitalni trendi za leto 2015, pripisali največje vrednosti. Torej, kot vidimo, prednjači vsebina na družabnih omrežjih. Potem so newsletterji, članki na vaši spletni strani in blogi. Pa seveda tudi dogodki v živo in priprave študij primera, ki pričajo o tem, kako je nekdo nekaj že uspešno napravil in kaj je s tem pridobil. Tudi video vsebine so atraktivne, je pa v praksi tako, da je priprava le-teh relativno dražja, zahteva več časa, če želite ohraniti nek primeren nivo. Torej, ustvarjanje vsebine. Ustvarjanje vsebine je neločljivo povezano z dinamiko objav. In ker kreiranje vsebin ni enkraten proces, so potrebne ažurne objave. Potrebno je pa razmisliti tudi o ustrezni dinamiki le-teh. Ta pa je odvisna od tega, koliko kakovostne vsebine ste do sedaj že ustvarili, koga nagovarjate in podobno. V tem kolaču na sliki vidite vrednosti, ki veljajo za Ameriko. Z vidika dinamike objav smo v Sloveniji pa malce bolj konzervativni. Pri nas že nekdo, ki enkrat tedensko pošlje newsletter in objavi en blog, se zdi marsikomu izredno aktiven, če ne celo naporen. V ZDA in Veliki Britaniji pa je največ tistih, ki to počnejo večkrat tedensko, vsak 8. pa kar dnevno. V Sloveniji je najbolj pogost ritem objav newsletter na 14 dni, prav tako blog. Temu potem sledijo objave v družabnih omrežjih. Predvsem pa smo se v Sloveniji naučili, da je treba pa ta ritem vzdrževati. Torej, kreiranje vsebin, dinamika objav. Kaj je še zelo pomembno? Promocija in distribucija teh vsebin. Vi morate poskrbeti, da te vaše kakovostne vsebine dosežejo tudi potencialne možne stranke. To lahko naredite preko svojih kanalov, če že imate dovolj močen doseg. Naprimer, dobro obiskana spletna stran, segmentirane adreme, ki jih uporabljate za newsletter. Koristno je, da se poslužujete tudi družabnih omrežij. Oziroma, dodaten doseg do možnih kupcev, ki bo pripeljal do vaših vsebin, generirate prek plačljivih kanalov.
kot so iskalniki, promovirane objave oziroma plačani članki v medijih, ki imajo za vas relevantno občinstvo in kjer je link v članku, ki kaže na vašo spletno stran in omogoča neko konverzijo oziroma link do vaših vsebin. In imejte v mislih, da vaš cilj, na primer, ni samo promet, trafik na spletni strani, ampak da so to relevantni lidi, ki so prišli namenoma k vam. Zato je potrebno vedno podatke vrednotiti tudi po kakovosti in ne samo po absolutnih številkah. Torej, naj za konec podam idejo, kako naj si sledijo koraki v planiranju marketinškega budžeta. Najprej realno ocenite število možnih kupcev in vaš možen potencial rasti. Razmislite, koliko relevantnih vsebin ste do sedaj že pripravili in koliko jih še potrebujete. Na primer blogi, vsebina, ki je namenjena primernim, a še nezainteresiranim kupcem, in vsebina, ki je namenjena primernim in že zainteresiranim kupcem. Potem izračunajte na podlagi teh ocenjenih stroškov budžet za digitalni marketing. Planirajte budžet tako za pripravo vsebin, smo rekli prej, kot tudi za ustvarjanje zanimanja, torej promocijo in distribucijo vsebin. Zagotovite ažurne objave in ves čas preverjajte rezultate. Dnevno, tedensko, mesečno. Merite, analizirajte, ponavljajte uspešne prakse. Na primer, v našem primeru, kjer pripravljamo aktivnosti za podjetje Microsoft, mi spremljamo kazalnike na dnevni, tedenski in mesečni ravni. Dnevna poročila imamo na primer o aktivnostih leadov, torej obiskovalcev na spletni strani, kaj se dogaja v newsletterjih, tedensko spremljamo število konverzij, koliko obiskovalcev zanima določena predstavitev oziroma jih bo prišlo na dogodek s posebno temo. Mesečno pa pripravljamo prodajno poročilo, v katerem vrednotimo, koliko ljudi je izkazalo neko aktivnost v sklopu kampanje, koliko kupcev, ki so opravili transakcijo, je bilo dejansko doseženih v okviru naših inbound aktivnosti, ki smo jih izvajali. Imamo tudi mesečno marketinško poročilo, kjer govorimo o tem, koliko konverzij je bilo upravljenih, koliko kontaktov novih smo zainteresirali zadnji mesec. Vse to so možni KPI-ji, ki jih določite, je pa na vas, kaj boste spremljali. Prej morate razmisliti, določiti in potem meriti in ponavljati uspešne prakse pa testirati. Takole, mi smo počasi prišli do konca. Jaz mislim, da bi morali sedaj razumeti, zakaj podjetja dejansko zmanjšujejo budžete, jih preusmerjajo v bolj merljive kanale. Budžeti se zmanjšujejo zato, ker se podjetja trudijo, da se skozi svoje marketinške aktivnosti povezujejo s svojimi kupci in imajo možnost neposredne komunikacije z njimi mimo medijev. Imate tudi nekaj idej, kako lahko zastavite svoj oglaševalski kolač, kako lahko prilagodite marketinško strategijo. Zdaj pa, Jerneja, če je mogoče bilo kakšno vprašanje, če bi kdo izrazil kakšno mnenje, lahko poveste tukaj, lahko mi pišete na mail, pa vam poskušam odgovoriti. Zaenkrat pa na tej točki hvala za pozornost.